Jozue, 22. poglavje. Vrnitev transjordanskih rodov. Takrat je Jozue sklical Rubenovce, Gadovce in polovico Manasejevega rodu in jim rekel: Izpolnili ste vse, kar vam je naročil Gospodov služabnik Mojzes. Prisluhnili ste mojemu glasu vsem, kar sem vam zapovedal. Niste pozabili zapustiti svojih bratov te mnoge dni do tega dne. Popolnoma ste izpolnili zapoved Gospoda vašega Boga. Zdaj je Gospod vaš Bog naklonil počitek vašim bratom, kakor jim je govoril. Obrnite se zdaj in pojdite v svoje šotore, v deželo svoje posesti, ki vam jo je dal Gospodov služabnik Mojzes onkraj Jordana. Samo dobro pazite, da boste izpolnjevali zapoved in postavo, ki vam jo je ukazal Gospodov služabnik Mojzes, da boste ljubili Gospoda svojega Boga, hodili po vseh njegovih potih, ohranili njegove zapovedi in se ga oklenili ter mu služili z vsem srcem in z vso dušo. Potem jih je Jozue blagoslovil in jih odpustil. In odšli so vsak v svoj šotor. Polovici Manasejevega rodu je Mojzes dal posest v Bašanu, drugi njegovi polovici pa je Jozue dal posest pri njihovih bratih onkraj Jordana proti zahodu. Tudi njih je Jozue odposlal v svoje šotore, jih blagoslovil in jim rekel: Z velikim blagoslovom se zdaj vračate v svoje šotore, z obilico drobnice, srebra, zlata, bakra, železa in s premnogimi oblačili. Razdelite si plen svojih sovražnikov s svojimi brati. Postavitev oltarja pri Jordanu. Rubenovi sinovi in Gadovi sinovi ter polovica Manasejevega rodu so se vrnili in odšli od Izraelovih sinov iz Šila v kanaanski deželi, da bi šli v Gileadsko deželo, v deželo svoje posesti, ki so jo dobili v dedno last na Gospodovo povelje po Mojzesu. Ko so pa prišli v Gelilot ob Jordanu, ki je v kanaanski deželi, so Rubenovi in Gadovi sinovi ter polovica Manasejevega rodu zgradili ob Jordanu oltar, velik, daleč viden oltar. Izraelovi sinovi so to slišali in so rekli: Glejte, Rubenovi in Gadovi sinovi ter polovica Manasejevega rodu so zgradili oltar nasproti kanaanske dežele pri Gelilotu ob Jordanu, onstran Izraelovih sinov. Izraelovi sinovi so to slišali in vsa občina Izraelovih sinov se je sešla v Šilu, da bi šli proti njim v boj. Izraelovi sinovi so odposlali k Rubenovim sinovom in Gadovim sinovom ter polovici Manasejevega rodu v Gileadsko deželo Pinhasa, sina duhovnika Eleazarja, in z njim 10 knezov, po enega kneza za očetovsko hišo vsakega Izraelovega rodu. Vsak izmed njih je bil poglavar svoje očetovske hiše med Izraelovimi tisočnijami. Prišli so k Rubenovim sinovom in Gadovim sinovom ter polovici Manasejevega rodu v Gileadsko deželo, da bi govorili z njimi. Rekli so: Tako pravi vsa Gospodova občina. Kakšna hudobija je to, ki ste jo zakrivili pred Izraelovim Bogom, da ste danes proti Gospodu? Danes ste si postavili oltar in se tako uprli Gospodu. Mar nam je premalo pregreha iz Peorja, ki se je še nismo očistili do tega dne in je nadloga za Gospodovo občino. Vi ste se danes obrnili proč od Gospoda. Če se boste danes uprli Gospodu, se bo on jutri razsrdil nad vso Izraelovo hišo. Če je zdaj dežela vaše posesti nečista, jo prečkajte in pojdite v deželo Gospodove posesti, kjer je Gospod postavil prebivališče, in se nastanite med nami. Gospodu pa se ne upirajte in ne bodite uporni do nas v tem, da si postavljate oltar poleg oltarja Gospoda našega Boga. Ali ni prišla jeza nad vso Izraelovo občino, ko se je Zerahov sin Ahan pregrešil z nezvestobo do predmetov zakletve? In on ni bil edini mož, ki je umrl zaradi svoje pregrehe. Tedaj so odgovorili Rubenovi sinovi in Gadovi sinovi ter polovica Manasejevega rodu:
Govorili so poglavarjem Izraelovih tisočni: Bog bogov Gospod, Bog bogov Gospod. On ve in Izrael ne izve. Če smo se uprli ali storili hudobijo pred Gospodom, naj nas ta dan ne reši. Če smo si zgradili oltar zato, da se obrnemo proč od Gospoda, ali zato, da bi na njem darovali žgalne daritve, žgalno ali jedilno daritev, ali zato, da bi darovali na njem mirovne daritve, naj Gospod sam razsodi. Ne, temveč iz skrbi za stvar smo to storili rekoč: Jutri naj porečejo vaši sinovi našim sinovom, kaj imate vi opraviti z Gospodom Izraelovim Bogom. Gospod je določil Jordan za mejo med nami in vami, med Rubenovimi sinovi in Gadovimi sinovi. Zato nimate deleža pri Gospodu. Tako bi vaši sinovi mogli odvrniti naše sinove, da bi se ne bali Gospoda. Zato smo rekli: pojdimo in si naredimo oltar, ne za žgalne in ne za klavne daritve, ampak da bo priča med nami in vami in med našimi rodovi z nami, da hočemo služiti Gospodu pred njegovim obličjem, svojimi žgalnimi, svojimi klavnimi in svojimi mirovnimi daritvami. Tako jutri ne porečejo vaši sinovi našim sinovom: nimate deleža pri Gospodu. Dalje smo dejali: če jutri tako porečejo nam ali našim potomcem, bomo rekli: poglejte na obliko Gospodovega oltarja, ki so ga naredili naši očetje, ne za žgalno in ne za klavno daritev, ampak da bo priča med nami in vami. Daleč od nas bodi, da bi se uprli Gospodu in se danes odvrnili od Gospoda, ker smo zgradili oltar za žgalno, jedilno in klavno daritev poleg oltarja Gospoda našega Boga, ki je pred njegovim svetiščem. Ko so duhovnik Pinhas, knezi občine in poglavarji Izraelovih tisočni, ki so bili z njim, slišali besede, ki so jih govorili Rubenovi sinovi, Gadovi sinovi in Manasejevi sinovi, se je zdelo dobro v njihovih očeh. Eleazarjev sin, duhovnik Pinhas, je tedaj rekel Rubenovim sinovom, Gadovim sinovom in Manasejevim sinovom: danes vemo, da je Gospod sredi med nami, kajti niste zagrešili te hudobije zoper Gospoda. Tako ste rešili Izraelove sinove pred Gospodovo roko. Potem so se vrnili Eleazarjev sin, duhovnik Pinhas in knezi od Rubenovih sinov in Gadovih sinov iz Gileadske dežele v Kanaansko deželo k Izraelovim sinovom in jim prinesli sporočilo. Sporočilo se je zdelo dobro v očeh Izraelovih sinov. In Izraelovi sinovi so slavili Boga in niso več rekli, da bi šli v vojno proti njim in pustošili deželo, v kateri so prebivali Rubenovi in Gadovi sinovi. Rubenovi in Gadovi sinovi so poimenovali oltar priča, kajti priča je med nami, da je Gospod zares Bog.